področju prebivalstva. Po predstavitvi sem pa na voljo za vprašanje. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na Banki Slovenije in hvala lepo za udeležbo. Kot je bilo rečeno, bi vam radi na tej novinarski konferenci predstavili nekatere novosti pri kreditiranju prebivalstva, ki jih je sprejela Banka Slovenije. Konkretno gre za vpeljavo zavezujočih makrobonitetnih inštrumentov, ki so usmerjeni prvenstveno na področje potrošniških posojil. Če najprej predstavim stanje in trende na področju kreditiranja. Slika prikazuje zadnje trende in rasti kreditiranja v Sloveniji v primerjavi z evroobmočjem. Te številke so oziroma nekoliko pod 5%. To je na prvi pogled tudi nekako v skladu z makroekonomsko sliko v Sloveniji in v evroobmočju. Hkrati pa odraža tudi to, da ima Slovenija nekoliko višjo gospodarsko rast, kot ima evropsko območje in zato je normalno, da je nekako višje tudi kreditna aktivnost. Če pa pogledamo natančneje in se osredotočimo na 3 kategorije kreditov, torej krediti nefinančnim družbam, stanovanjska in potrošniška posojila, potem pa je slika nekoliko drugačna. Če so se stanovanjska posojila v zadnjih letih, oziroma če se je rast stanovanjskih posojil v zadnjih letih nekje od začetka leta 2017 ustalila in je znašala približno 5%, kar smatramo za neko vzdržno, normalno in primerno rast, in če so se posojila nefinančnim družbam nekje od leta 2018 ustalila pod 5%, so relativno stabilna in ne odstopajo bistveno od splošnih gospodarskih performansov, pa so razmere na trgu potrošniških posojil bistveno drugačne. Potrošniški krediti zadnjih nekaj let rastejo precej hitreje kot vsi ostali krediti in hitreje kot gospodarska rast. Če omenim značilnosti oziroma namene makrobonitetne politike, splošni namen vseh makrobonitetnih ukrepov je zagotavljanje finančne stabilnosti. Konkretno pri makrobonitetnih inštrumentih, ki so usmerjeni na področje kreditiranja prebivalstva, pa želimo preprečiti prekomerno kreditiranje, prekomerno zadolževanje in prekomerno rahljanje kreditnih standardov. Naj najprej omenim, kakšno je bilo dosedanje stališče in ukrepanje Banke Slovenije. Banka Slovenije leta 2016, konkretno v septembru, uvedla 2 priporočili za področje stanovanjskih kreditov. In sicer priporočilo glede omejitve obremenitve posameznika za odplačevanje kredita, tako imenovani DSTI, in omejitev višine kredita glede na vrednost zavarovanja, tako imenovani LTV. Vse to se je nanašalo na stanovanjske kredite. V novembru 2018 smo to priporočilo razširili tudi na potrošniške kredite, konkretno za DSTI. Poleg tega pa smo uvedli novo priporočilo za potrošniška posojila, in sicer, da ročnost naj ne preseže 10 let. Kakšen je bil odziv bank oziroma stanovanjskih kreditov? Slika prikazuje, da se je, kot sem že omenil, da so se stanovanjski krediti v letu 2017 in dalje gibali relativno umirjeno, nekako pod 5%, kar ocenjujemo kot zmerno. Mislimo tudi, da je to v veliki meri posledica našega priporočila, saj kot vidite, se je neka rast, stalna rast v letu 2016 in še prej umirila in se potem ustalila pri 5%. Vendar pa, kljub našim priporočilom, so bila odstopanja od naših priporočil še vedno kar znatna, tudi letos. Pri LTV-ju je odstopanje
približno 21% vrednosti vseh stanovanjskih posojil, pri DSTI-ju pa 18% vrednosti. To velja za prvo polovico leta 2019. Kakšen pa je bil odziv pri potrošniških kreditih? Pri potrošniških kreditih žal odziv ni bil takšen, kot smo ga pričakovali, oziroma kot smo ga spremljali pri stanovanjskih kreditih. Rasti so še vedno in se ohranjajo pri dvomestnih številkah, torej medletne rasti že več let presegajo 10%, odstopanja od priporočil pa so znatna. Torej banke odobravajo posojila s previsokimi stroški servisiranja dolga glede na dohodek kreditojemalca, podaljšuje pa se tudi povprečna ročnost odplačevanja. Če damo rast potrošniških posojil nekako v kontekst razpoložljivega dohodka, dobimo naslednjo sliko. Če pogledate, je rast razpoložljivega dohodka v zadnjih nekaj letih relativno umirjena in se v povprečju giblje nekje med 0 in 3%. Po drugi strani pa je rast potrošniških kreditov bistveno višja od tega. Poleg tega se po letu 2018 ni ustavil, kvečjemu se je še podkrepil oziroma nadaljeval trend podaljševanja ročnosti potrošniških posojil. Delež zelo dolgih ročnosti, torej 7 let in več, se je namreč povečal preko vseh razumnih meja. Naj problematiko predstavim tudi v luči splošnih makroekonomskih razmer. Če pogledate, v Sloveniji smo imeli v letih 2017-2018 precej visoko gospodarsko rast, bistveno višjo od tiste v evroobmočju. Naše junijske projekcije kažejo, da se bo gospodarska rast umirila, da ne bo več tako visoka. Še več, če bi danes, na podlagi danes razpoložljivih podatkov naredili nove projekcije, bi bile te ocene za prihodnja leta bistveno slabše. Podobno je na trgu dela. Na trgu dela smo v situaciji, ko imamo največje število zaposlenih in zgodovinsko nizko število brezposelnih. Glede na splošne razmere, ki sem jih predstavil, lahko sklepamo z veliko verjetnostjo, da bodo v prihodnje trendi samo še v obratni smeri. V luči teh trendov in informacij se je Svet Banke Slovenije po več iteracijah in analizah odločil, da zaostri makrobonitetni inštrument za področje kreditiranja prebivalstva in konkretno odločitev vam bo predstavil gospod Košak, direktor oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika. Seveda sama implementacija ukrepov bo potekala s sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva in v bistvu ta sklep Banke Slovenije bo urejal vse 3 makrobonitetne instrumente. To je najdaljšo ročnost potrošniških posojil, najvišjo dovoljeno vrednost razmerja med stroški servisiranja dolga letnimi dohodki kreditojemalca in pa seveda najvišjo še vedno priporočeno vrednost med zneskom stanovanjskega posojila in pa vrednostjo zastave stanovanjske nepremičnine, tako imenovani LTV. Zdaj, če se najprej dotaknem seveda reguliranja potrošniških kreditov, instrument omejevanja ročnosti bo postal zavezujoč za razliko od sedanjega priporočila in sicer bo najdaljša dovoljena ročnost potrošniških kreditov znašala do 7 let oziroma 84 mesecev. Instrument omejevanja stroškov servisiranja dolga glede na letne dohodke kreditojemalca postane tudi zavezujoč in sicer za do 50% za osebe z dohodki dvakratnika bruto minimalne plače oziroma 67% za preostali del dohodka, ki ga prejema kreditojemalec. Seveda pa ne glede na to razmerje debt service to income ratio mora kreditojemalcu ostati vsaj 76% bruto minimalne plače po mesečnem plačilu anuitete.
V primeru, da pa seveda dolžnik oziroma kreditojemalec vzdržuje še druge družinske člane, je pa ta znesek še višji v skladu z Zakonom o urejanju socialno-varstvenih prejemkov. Zdaj, ker je seveda makrobonitetni ukrep univerzalen in velja za vse banke, hranilence in podružence, je seveda predvideno tudi dovoljeno odstopanje v teh ukrepih, ravno zaradi prilagoditev specifik, ki jih poznajo posamezne banke, tako do svojih komitentov kot instrumentov, in ta dovoljena odstopanja omogočajo bankam večjo fleksibilnost. Zdaj, odstopanje v vrednosti 15% zneska novo odobrenih kreditov za instrument omejevanja ročnosti bo prvo tako odstopanje, kar vsebinsko pomeni, da lahko banka sklene do 15% vrednosti potrošniških posojil, katerih ročnost bo seveda lahko presegala tudi 7 let v določenih primerih, nikakor pa ne 10 let. Drugo izjemo oziroma dovoljeno odstopanje je pa 10% zneska novo odobrenih kreditov za instrument omejevanja razmere med stroški servisiranja dolga in pa letnimi dohodki kreditojemalca, kjer ta razmerje seveda tudi naj ne bi preseglo 67%. Pomembno je tudi to, da v bistvu noben od kreditov seveda ne bi smel odstopati pri obeh instrumentih, kar pomeni, da ne sme biti potrošniški kredit odobren z daljšo ročnostjo 7 let in pa hkrati presegati omejitev, ki velja za DSTI. Če se sedaj dotaknem še reguliranja stanovanjskih kreditov, tukaj je pa manj sprememb. Lahko rečem, da zaradi preprečevanja arbitraže razmerja med stroški servisiranja dolga in pa letnimi dohodki postane zavezujoč ta instrument DSTI tudi za stanovanjske kredite. Tudi v tem primeru so pragovi oziroma meje enake, to razmerje ne sme preseči 50% za kreditojemalce z dohodki nižjimi od 2-kratnika bruto minimalne plače oziroma ne sme presegati 67% za ostali del kreditojemalčevega dohodka. Dovoljeno odstopanje v tem primeru so tudi 10% in pa seveda velja izpostaviti, da se bodo ta odstopanja ugotavljala četrtletno. Še zmerom pa seveda razmerje med vrednostjo stanovanjskega posojila in pa vrednostjo zastavljene nepremičnine, tako imenovane loan to value ratio, ostane v obliki priporočila in naj ne bi presegal 80%. Naj za konec še poudarim, da dejansko pri tem sklepu Banke Slovenije sledimo seveda do sedaj veljavnim priporočilom, ki so urejali kreditiranje prebivalstva, ki so bila omenjena v predstavitvi, sprejeta že septembra 2016 oziroma novembra 2018 in so bila s temi seznanjene banke tako pisno, kot seveda tudi na spletni strani je Banka Slovenije ta priporočila objavila. Sedaj pa je seveda s sklepom postaja ta ukrep zavezujoč, tako kot sem ga opisal. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj na drugo vprašanje ne moram odgovoriti. To je vprašanje za guvernerja in morda pa še drugi priliki. Kar se tiče prvega vprašanja, kot sem omenil, Svet Banke Slovenije je pozorno spremljal trende, naredil precej analiz, precej smo se pogovarjali tudi z bankami
In seveda se zavedamo vseh plusov in minusov uveljavljenega zavezujočega inštrumenta. Del teh minusov je seveda tudi enkratni učinek na dobičkonosnost bank, vendar moramo hkrati gledati dolgoročni učinek. Če bomo imeli zdravo kreditno rast, če ne bomo v bančne portfelje uvažali potencialno problematičnih kreditov, se lahko to kot pozitivno odrazi na dolgi rok. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj, kar se tiče učinka na zasebno potrošnjo, nekih zares empiričnih dokazov oziroma izračunov na to temo nimamo. Lahko pa podamo strokovno mnenje, da je samo del potrošnje financirane s potrošniškimi posojili in seveda vemo, da je potrošnja eden od glavnih razlogov za visoko gospodarsko rast. Hkrati pa tudi vemo in si želimo, da ne bi imeli podobne situacije kot pred zadnjo finančno krizo, ko je bila pretirana tudi potrošnja na določenih segmentih, tudi vzrok oziroma razlog za kasnejše težave. Torej, kot sem omenil, mi si želimo zdravo ekonomsko rast, široko zasnovano ekonomsko rast, takšno ekonomsko rast, ki bo temeljila tudi na zdravih kreditnih temeljih, torej, da bodo to ekonomsko rast spodbujali tisti, ki so kreditno sposobni in ne prinašajo dolgoročna tveganja v naš bančni sistem oziroma finančni sistem. To je eno vprašanje. Kar se tiče vprašanja glede povpraševanja strani podjetij, tudi v enem od grafikonov sem pokazal, da je rast podjetniškega financiranja oziroma rast kreditov podjetij relativno nizka. Mi bi si želeli višjo rast v tem delu, ampak še spet zdravo, tisto, ki temelji na zdravih ekonomskih temeljih. Zdaj tukaj seveda ne banke Slovenije ne morejo potisniti podjetja v zadolževanje. Vemo, kakšna situacija na ravni podjetij. Imajo visoke dobičke, visoke denarne tokove, veliko lastnih sredstev, vendar to še vedno ne upravičuje, da na drugem segmentu spuščamo v sistem določene tvegane posle. Kar se pa tiče tretjega vprašanja, je pa tako. Banka Slovenije z Računskim sodiščem aktivno sodeluje na obeh področjih preiskave oziroma njihovih poslov.
predajamo vso dokumentacijo, ki jo lahko predamo, ki nima označbe ECB, da jo ne smemo, ne? Hkrati pa tudi intenzivno delamo, žal zaenkrat še neuspešno na tem, da bi nam ECB dovolila posredovanje še določenih drugih dokumentov, ki jih trenutno še ne moramo dati. Tukaj smo zares aktivni, vendar smo žal naletimo še vedno na gluho ušesa na drugi strani. Ampak s temi napori ne delujemo, ker se tudi sami želimo, da se ta zgodba zapre. Zakaj mislite, da so te napori neuspešne? To pa težko komentiram. Vprašanje sicer prvo se tiče kreditne sposobnosti. Vprašanje je, kako ocenjujete bojazen, da bi zaradi predvidoma manjše razpoložljivosti potrošniških posojil pri bankah ljudje, ki pač potrošiti želijo ali pa kredit potrebujejo, da se zatekli kakšnim drugim finančnim ustanovam, ki so bili manj regulirane. Spomnim radi recimo na primere, kot je Vodilon iz preteklosti. Drugo pa je, vidim, da priporočilo glede vrednosti posojil v deležu od vrednosti zastavljene nepremičnine ostaja pri 80% in ostaja priporočilo. Ali ocenjujete oziroma kakšno je vaše razmišljanje glede tega področja, namreč znamo je bilo v preteklosti, ko so se pri cenitvah določeni kompromisi v narekovanju sklepali in je bila vrednost nepremičnine ocenjena nekoliko višje, zato da je pač lahko izpolnil kreditojemalec to priporočilo oziroma ta pogoj. Hvala lepa. Zdaj, seveda smo v naših razmišljanjih pretehtali tudi tovrstne težave, ki jih omenjate, vendar je razmišljanje šlo v to smer, kot sem omenil. Mi si želimo zdravega kreditiranja. Hkrati pa je makrobonitetni ukrep usmerjen tudi v preprečevanje pretiranega zadolževanja. Torej, mi želimo sporočiti med drugim tudi javnosti, kje so neke meje, po našem videnju, zdravega zadolževanja. Seveda je potem odločitev o nekem konkretni zadolžitvi stvar posameznika. Če bo posameznik še vedno želel se zadolžiti, ne bo dobil kredita pri regulirani inštituciji, kot ste omenila, ima še vedno možnost, nažalost, iti nekam, kjer je to manj regulirano. Ampak to je nekako poslovna odločitev posameznika. Tako kot nekateri igrajo v kazinoju in izgubijo precejšnje zneske, lahko tudi tukaj se izpostavljajo pretiranemu tveganju. Mi želimo tudi javnost opozoriti, da pretirano tveganje v tem delu ni dobro. Lahko se dotaknemo primera švicarskih frankov, ko so določeni posamezniki ne bili kreditno sposobni v naši domači valuti, kar bi bilo normalno, ampak so imeli zaradi takšnih in drugačnih razlogov kredite v švicarskih frankih. In potem se je zgodilo, kar se je zgodilo in smo na koncu bili deležni oziroma smo spremljali še večje socialne težave oziroma še večje težave določenih ljudi. Tega si pa seveda ne želimo. Zdaj, kar se tiče pa drugega, pa bo potem še gospod Košar dopolnil, trenutno ne zaznavamo posebnih težav pri tem parametru LTV-ja, torej, kar se tiče vrednosti zavarovanja glede na višino odobrenega kredita, zato pri tem ostajamo pri priporočilu. Naši vsi mikrobonitetni ukrepi, ki jih izvajamo v bankah, nam ne potrjujejo, da bi banke pri tem izvajale kakršnekoli neprimerne prakse, zato ocenjujemo, da je ukrep še vedno primeren kot priporočilo.
Zdaj, Tomaž, če bi bilo treba tukaj še kaj dodati? Ja, če mogoče še enkrat upozorim, pri tem razmerju med vrednostjo posojila in zastavljenem stanovanjsko nepremičnino je določena maksimalna vrednost. Skratka, še zmerom pa je odgovornost na strani bank pri konkretni presoji kreditne sposobnosti posameznega kreditojemalca. Tako da je seveda še vedno banka tista, ki prevzame in oceni tveganje konkretnega kreditnega posla. In seveda v takem konkretnem poslu se tudi določi kreditne pogoje, kar pa seveda pomeni, da so ta razmerja loan to value ratio lahko tudi nižja od te vrednosti, ki smo jo omenili v tem ukrepu. Zdaj, če enostavno pogledamo, koliko je trenutno minimalna bruto plača, je seveda znašala 886 evrov. Seveda pa je treba tlele zdaj upoštevati, da smo s tem omejitvijo 76% minimalne bruto plače poskušali definirati tisti neto znesek prejemka, približno neto minimalno plačo, ki je seveda znižana bruto plača za plačilo davkov in socialnih prispevkov. Hkrati pa moramo upoštevati, da je seveda v primerih, ko ima kreditojemalec še vzdrževane družinske člane, je treba recimo za dvočlansko družino oziroma štiričlansko družino, kjer sta dve odrasli osebi, dve vzdrževana člana družine, recimo dva otroka, in najema kredit eden od staršev, seveda potrebno, da takemu kreditojemalcu ostane po plačilu anuitete minimalna bruto plača plus seveda stroški vzdrževanja enega otroka. Sorazmerni delež vzdrževanih družinskih članov v družini, kar je v tem konkretnem primeru trenutno 231 evrov. Tako da, če se štejemo seveda te zneske, pridemo recimo do tistega praga za tako družino, kjer bi se lahko začela zadolževati in najemati posojilo približno pri 900 evrih, 905 evrov mesečnega dohodka. Ja, te številke, ki so tukaj prikazane, so v bistvu odraz naše analize iz prve polovice leta 2019. Moramo vedeti, da smo priporočilo uvedli leta 2016, tudi z namenom, da banke vzpostavijo vse evidence, poslovne politike, da vzpostavijo poslovne prakse in tako naprej in na ta način sledijo našim priporočilom. Zdaj, v teh letih se je izkazalo, da je tudi podatkovna osnova v bankah slabša, oziroma da banke niso bile sposobne slediti našim priporočilom takoj, kar smo razumeli.
in smo se z njimi pogovarjali, smo razčiščevali podatke in tako naprej. Kar nekaj odstopanj recimo je iz naslova tega, da so razumevanje definicij, da so bila razumevanje definicij napačna, da so bili podatki zbrani na drugačen način in tako naprej. In kljub, kakorkoli že, kljub samo se je izkazalo, da so odstopanja še vedno obstajajo. Tudi gospod Košak je omenil, da odstopanja bodo še vedno možna v prihodnjem času, vendar na nekoliko nižji ravni. Zdaj, kako so banke to prepričevale? Več razlogov je, kar sem že povedal, poslovna praksa bank v preteklosti je bila drugačna, v redu smo razumeli, smo jim dali priporočilo, določeni podatki so se morali še uskladiti in tudi poslovne politike bi morale banke temu ustrezno prilagoditi. In pričakujemo, da bodo s temi našimi pričakovanji in zdaj tudi zavezujočimi ukrepi lahko tudi ta odstopanja, ki so tukaj v prvi polovici še takšne, kot so, v prihodnje spravile v neke vzdržne oziroma takšne meje, kot smo si jih zastavili. Mene še zanima, kdaj konkretno datum, kako se to začne veljati, je še to je drugo temo, da bi potrošniško povedal, morda v veste, kaj so tri ste še razlogi najemanje, se to zelo normalne počutnice. In pa ali to velja samo v Sloveniji, kateri so pač rekli, da ostale banke ne bodo imeli da projektov naše in je to torej projekčna slabost. So tudi v državah, kako je nas potrošniško posojila rada. Če odgovorim najprej na prvo vprašanje, zdaj sklep glede tega makrobonitetnega inštrumenta še ni objavljen v uradnem listu. Narediti moramo še določene premislike tehnične narave in potem bomo tudi v uradnem listu te zadeve objavili in iz tega bo potem tudi razvidno, kdaj bo konkretna uveljavitev ukrepa, bo pa konkretna uveljavitev ukrepa relativno hitro. Kar se tiče drugih držav, torej države smo omejeno avtonomne pri vzpostavljanju makrobonitetnih inštrumentov, moramo slediti nekim principom na ravni Evropske unije. Moram pa poudariti, da Slovenija ni edina država za makrobonitetnimi ukrepi. Na naši spletni strani se lahko preberete, katere vse inštrumente imamo v veljavi in to je samo eden izmed ukrepov. Tudi druge države, kasneje bo gospod Košak lahko konkretno povedal, imajo vzpostavljene te tako imenovane borrow-based measures. In ti makrobonitetni ukrepi se vedno nanašajo oziroma izhajajo iz konkretnih zakonitosti posameznih bančnih oziroma finančnih sistemov, posameznih ekonomij. In v tem delu pa ima posamezni nacionalni organ, v našem primeru Banka Slovenije, avtonomijo pri odločanju in določanju teh parametrov. Če mogoče še dodam dodatne informacije, namreč kar v 13 državah od članic evroobmočja tovrstne instrumente že prakticirajo. Zdaj seveda ne vse na področju potrošniških posojil, večinoma na področju stanovanjskih posojil, ampak to je ravno specifika Slovenije, da je bila dinamika rasti potrošniških posojil praktično med najvišjimi v državah članicah evroobmočja. Kot vidite, praktično nismo spreminjali pogojev na področju stanovanjskega kreditiranja, kjer je dinamika precej nižja stopnja rasti kreditov in seveda smo se poskušali fokusirati oziroma osredotočiti predvsem na obvladovanje rasti potrošniških kreditov. Ker kot je bilo na začetku povedano, v bistvu imamo sila neenakomerno kreditno rast po sektorjih, po segmentih. Na eni strani je izredno aktivno pa visoko kreditno rast potrošniških posojil, zmerno stanovanjsko pa nizko na sektorju podjetij. In seveda ravno v tem smislu, da ohranjamo kreditno rast, smo se dejansko fokusirali samo na ta kreditni segment, kjer je trenutno problematičen, ne pa na vse celotno generalno kreditiranje strani bank. Mogoče še to dodam, ja. Zdaj, mi detaljnih podatkov o tem,
kaj potrošniki ob najemu potrošniškega posojila kupujejo, nimamo. Tudi pri bankah smo ugotovili, da ne spremljajo tako natančno namena potrošniških posojil, kar je seveda hkrati tudi problem. Če se s potrošniškim posojilom kreditira oziroma financira neka potrošna dobrina, ki ima krajšo življenjsko dobo, ročnost potrošniškega posojila je pa 10, 12, 15 let, je to samo po sebi problematično. Ugotovili smo pa tudi v zadnjih mesecih in tudi letih preko naše komunikacije z bankami, da so določena posojila zaradi določenih zakonitosti uvrščena med potrošniška, pa v svoji osnovi morda sploh niso. Torej, del prilagajanja bančnega sistema pričakujemo tudi v tem, da bodo prečistila svoje podatke, svoje poslovne politike, pravilno usmerjala tiste kreditojemalce v recimo stanovanjska posojila, če je tak osnovni namen, da bodo nekako zavrnila problematične kreditojemalce, da bodo morda tudi svetovala glede ustrezne ročnosti tistim, ki kupujejo potrošno dobrino za omejeno življenjsko dobo in tako naprej, da se bo ta del, potencialno problematični del, pač čim bolj zmanjšal. Dejali ste, da je 13 držav že uvedlo neke restrikcije glede posojil, pa me zanima, glede na to, da v bistvu ta neenakomerna kreditna rast ustraja že kar nekaj časa, zakaj se je še zdaj to zgodilo v Sloveniji? Kot je bilo že povedano, ne gre za trenutno ukrepanje. Ukrepali smo že leta 2016, dopolnili ukrepe še leta 2018 in seveda, ker imamo... Drži. In sedaj, ko imamo situacijo še zmerom bolj ali manj nespremenjeno na področju potrošniškega kreditiranja, ker cilj ni bil dosežen, smo dejansko posegli po zavezujočem ukrepu. Jaz mislim, da je seveda pristop izredno, bom rekel, racionalen, pragmatičen in seveda v smislu sodelovanja industrije, mislim bank, je seveda ukrep lahko dosegljiv na učinkovit način v relativno kratkem času. Kaj recimo, če te restrikcije ne bodo delovali tako, kot si predstavljate, da boste zaostrili, recimo ne bo več tega 15% volilnega odstopanja, recimo, pa bo še na kraju, mislim, da v Romuniji 5 let, recimo, neročnost potrošniškega kredita. Kako boste določili sploh to 7%? Bom jaz odgovoril na ukrepe. Banka Slovenije ima seveda v skladu z zakonom in veljavno regulativo možnosti mikro- in makrobonitetnega ukrepanja in mikrobonitetnega nadzora. Tako pa pri vseh ostalih izpolnjevanih parametrov, kriterijev, pogojev poslovanja bo Banka Slovenije tudi na tem področju ukrepala. Ne bi pa špekuliral o tem, kaj bo naredila ali bo zaostrovala kriterije, ker smo prepričani, da bodo banke tem našim zdaj zavezam sledile. In ne pričakujem, da bi zaradi tega morali ročnosti še skrajševati, razen če se bojo pojavile druge zunanje makroekonomske okoliščine, ki bi morda nam narekovale, da se parametri prilagodijo. Jaz mislim, da naše ravnanje v zadnjih 3 letih na tem področju pomeni ne reaktivno, ampak aktivno ravnanje. Sicer preventivno ravnanje pred rastjo pretiranih rizikov. Naše banke so trenutno zdrave, dobro kapitalizirane, zmanjšujejo kreditno tveganje, kar se pozna pri različnih parametrih, konkretno pri NPL-ih in tako naprej. In želimo si, da tak zdrav bančni sistem, kot ga imamo trenutno, tudi
ostane v bodoče. Bančni sistem danes je v popolno drugačni kondiciji, kot je bil leta 2008, po različnih parametrih, ki jih objavljamo v naših publikacijah. Mene pa zanima, kakšna je pa ciljna rast potrošniških posojil. Reče se, da cilj ni bil dosežen. Na kakšno in kako postopno, če lahko kvantificirate rast potrošniških posojil pa letje in ali pomerili reputacijo dosežen, ali razmišljate tudi ljudje, ki mogoče potekati s tem sistemom modificirati pa narediti bolj manj restriktivno. Bom odgovoril najprej na zadnje vprašanje. Kot sem omenil, mi po uveljavitvi bomo spremljali situacijo, bomo spremljali vse relevantne pogoje, makroekonomske okoliščine in vse druge relevantne informacije in bomo temu ustrezno tudi prilagajali, modificirali naše ukrepe, če bi bilo to potrebno. Zaenkrat mislimo, da je takšen ukrep, kot je, s takimi parametri ustrezen. Drugo, kar se tiče rasti, kakšna se nam zdi primerna rast, bom pa odgovoril nekoliko drugače. Omenil sem v svoji prezentaciji, kakšna je bila gospodarska rast v Sloveniji, kakšna je bila rast razpoložljivega dohodka, kakšna situacija na trgu dela. Mi si želimo, da so vsi segmenti bančnega kreditiranja nekako, da grejo z roko v roki s temi makroekonomskimi parametri. Težko si predstavljamo, da je gospodarska rast, manj kot 3%, da razpoložljivi dohodek raste nekako med 0 in 3%, da imamo zgodovinsko visoko stopnjo zaposlenosti in nizko brezposelnost, ki se lahko samo še vrne, hkrati pa en specifičen segment bančnega kreditiranja gre v smeri, ki je popolnoma v nasprotju s temi trendi. Torej, težko rečem, ali je rast ravno 5, 6%, 7% in tako naprej, mora biti pa nižja, na kar smo tudi opozarjali. Omenil pa sem tudi, da vidimo rast stanovanjskih kreditov, recimo, ki je v zadnjih letih stabilna, nekako pri 5%, tista, ki jo vidimo še kot zdržno, kot neko racionalno, neko smiselno podprto torej rast teh posojil. Da, Tomaž, če še kaj za dodati? Ne, hvala. Mene je zanima še konkretno, kolikšen je torej delež potrošniških posojil v vseh posojilih bank, verjetno posojila, kako je domača posojila, primerjali s podkanjimi kritičnimi, in pa, če ostaja okvirna cena, koliko Slovencev na to Nami smo potem kakšno vlačni, imamo 15-16 milijardov številka depozitov. Koliko Slovencev pa imamo na potrošniških Če poskušam predstaviti nekaj številk. Trenutno je v bistvu strani slovenskih bank odobrenih za 2,9 milijarde potrošniških posojil. Vsega dolga gospodinjstev v Sloveniji pa približno za 14,7 milijard. Od teh 14,7 milijard je slabe 13 milijarde oziroma natančneje 12,7 milijard v bistvu posojil. In večina teh posojil je bilo odobreno strani slovenskih bank, kar 85%. Samo 10% je pa v bistvu odobreno strani drugih finančnih posrednikov, v glavnem prek leasing družb, in seveda pa tle je še en del, ki je pa odobren strani drugih finančnih posrednikov. Tako da dejansko lahko rečemo, da v bistvu sama zadolženost, ki dosega pri slovenskih gospodinjstvih približno 31% BDP-ja, trenutno še ni problematična. Seveda, če pogledamo trenutno stanje, seveda tisto, kar smo pa upozorili, je pa seveda ta problem trendnega gibanja in seveda sama dinamika naraščanja kreditov, potrošniških kreditov in seveda rahljanje kreditnih standardov. Tako da tiste parametre, ki seveda jih opazujemo, kažejo tudi na dinamiko, ne samo na trenutno zatečeno stanje, ki je pa seveda relevantno, ko primerjamo tudi v sliki mednarodne situacije
in pa usklajanje gospodarske rasti, kot je bilo že na začetku povedano. Zdaj, kakšen je odstotek prebivalstva, ki ima potrošniška posojila, zdaj vam ne morem povedati. Lahko pa rečem, da so recimo potrošniška posojila v povprečen znesek potrošniških posojil je trenutno približno pri 8.000 evrih, še nekaj več, da se je v zadnjih samo 4 letih ta znesek povečal več kot za 2.000 evrov. Tako da ta trend naraščanja zadolževanja v obliki potrošniških posojil, tako po ročnosti kot po znesku seveda narašča. Koliko je pa odstotek prebivalstva, ki pa ima potrošniška posojila, pa zdaj vam ne morem odgovoriti. Zdaj, če boste upoštevali, da je bilančna vsota približno 40 milijard slovenskih bank, 2,9 milijarde je pa potrošniških posojil, je seveda delež lahko izračunati. To lahko rečemo na splošno. Torej, mi menimo, da je, kot sem povedal, bančni sistem trenutno zdrav, nima nekih pretiranih tveganj in takšnega bi radi obdržali. Hkrati se zavedamo tudi dejstva, da so, kot je bilo rečeno, gospodinjstva v Sloveniji zmerno zadolžena, niso pretirano zadolžena, tudi ne pri mednarodni primerjavi. In vse, kar si želimo s tem ukrepom narediti, je to, da preprečimo oziroma usmerimo tudi ta segment kreditiranja v zdrav segment, torej za zdravimi temelji. Da preprečimo tiste outlierje v finančni sistem. Koliko se bo zmanjšal tiče bank? Se je nekakšno oceno glede na tem ukrepe, da če kako ne banke bodo prenesli na tudi temelje, recimo, da je banka oziroma tudi možno bi uvedli neko žalino za vloge v bankah, kar se že mišljalo. Ja, zdaj mi smo naredili neke ocene, kakšen bo učinek na poslovanje bank. O tem učinku ne bi govoril, zato ker je podvržen precejšnjim predpostavkam in potem bi morali razložiti še vse to in bi bilo preveč kompleksno. Tako da mi menimo, da je učinek definitivno bo na kratek rok, kot sem že povedal, nek učinek bo. Menimo pa tudi, da bo dolgi rok učinek, saj glede na pretekle izkušnje, pozitiven. Torej na dolgi rok bi morali biti negativne posledice tega ukrepa manjše od pozitivnih, vsaj v smislu potencialnih izgub zaradi slabih posojil, ki bi lahko nastale v primeru, če bi banke kreditirale posameznike, ki morda čez 50 let ne bi mogli več teh zneskov odplačevati. Vsekakor pa finančna stabilnost ali stabilnost bančnega sistema ali katerekoli posamezne banke s tem ukrepom tudi z omejenim obsegom glede na celoten portfelj ne bo ogroženo. Med tiskovno konferenco dobijo malo odzive že v bank, pa nekatere pravijo, da se zelo dobro sodelujejo, da one niso tiste, ki morajo dodati dajo kredite, druge pa naj bi bile, ne povejo, katere so katere. Se dejansko dogaja, da nekatere banke bolj pretiravajo kot druge? Med bankami so razlike, seveda. Banke imajo različne poslovne modele, imajo različne fokuse na posamezne stranke, bodisi prebivalstvo, bodisi podjetja, potem potrošniške, stanovanjske in tako naprej. Dejansko med bankami razlike so. Mi seveda gledamo celoten sistem, vsem postavljamo enake pogoje in v okviru teh pogojev se morajo banke potem banke postaviti svojo poslovno strategijo. Jaz bi samo še vprašala, ali se karkoli spreminja glede zavarovanja stanovanjskih posojil. Se pravi, na voljo je več metod porodnih
zavarovalnic in pa zastavljanje nepremičnin, ali se karkoli tudi na tem področju zavarovanja stanovanjskih posojil zaostruje, glede na to, da na določene informacije, ko smo jih slišali, da naj bi v bistvu na nek način skoraj da bilo več mogoče najeti stanovanjskega posojila brez zastavljene nepremičnine, brez možnosti, da bi posojilo zavaroval pri zavarovalnici. Doslej so bile pač neke vrednostne omejitve, do katerih je to bilo še mogoče storiti, recimo 20 000 evrov. Ja, lahko rečem, da se prav nič glede tega ne spreminja, glede na priporočilo, ki je bilo uveljavljeno od novembra 2016. LTV, tako imenovano razmerje, dejansko velja samo za razmerje v primeru zavarovanja stanovanjskih posojil z nepremičnino. Seveda je pa v sami definicijski opredelitvi sklepa tudi pojasnjeno, da se med stanovanjska posojila šteje tudi posojila, ki so namenjene zgolj obnovi, prenovi stanovanj. In v tem smislu je seveda popolnoma, bom rekel, prosta presoja bank, seveda na kakšen način zavarujejo posojila, na kakšen način določajo kreditno sposobnost kreditojemalcev v takem primeru, kjer gre v bistvu lahko samo za prenovo, energetsko prenovo stanovanja, nakup novega stanovanja itd. Skratka, dejansko se tlele ne spreminjajo pogoji. Seveda.